Vem, da to šele zdaj izveš. Za tiste, ki ne vedo, je bil on zadnji kralj Perzije. Bil je voditelj, ki je prinesel modernizacijo, hitro rast in izjemno bogastvo Iranu. Toda kljub vsej svoji moči je prišel dan, ko je na milijone ljudi prišlo na ulice, da bi ga strmoglavili. Ampak zakaj? Kako in zakaj je spodletelo kralju, ki je imel denar, močno vojsko in podporo nekaterih najmočnejših držav na svetu? In kako se je končala več kot 2000 let dolga monarhija v Perziji? V tem videu bomo podrobno obravnavali zgodbo Mohameda Reze Pahlavija, zadnjega šaha Irana. In tukaj bomo govorili tudi o revoluciji, ki se je zgodila takrat in zavedno spremenila zgodovino države. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za všeček in da se naročiš na Arvin Polo TV. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. V poznih letih 70. let se je Iran še vedno zdel stabilen v očeh mnogih ljudi. Šah je bil še vedno na oblasti, imel je nadzor nad vojsko, nadzoroval je vlado in podpirale so ga nekatere močne zahodne države. Toda za vsem tem je med številnimi Iranci naraščala jeza. Eden od dogodkov, ki je še dodatno podžgal jezo ljudi, se je zgodil januarja 1978. V časopisu je izšel članek, ki je kritiziral znanega verskega voditelja. Namesto da bi ljudje verjeli člankom, so se še bolj razjezili na vlado. Zaradi tega so se začeli protesti in to je bil eden prvih korakov proti iranski revoluciji. Da bi razumeli, zakaj se je to zgodilo, moramo najprej pogledati izvor družine, ki je vodila Iran. Ta zgodba se ni začela pri Mohamedu Rezi Pahlaviju. Začelo se je z njegovim očetom, Rezo Šahom Pahlavijem. Mohamed Reza Pahlavi se je rodil v Teheranu oktobra 1919. Odraščal je v času, ko je bilo stanje v Iranu zelo nemirno. Država je imela veliko težav, vlada je bila šibka in Iran so pogosto vplivale močne države v njegovi okolici. Njegov oče, Reza Khan, se ni rodil kot kralj. Bil je le vojak, ki se je postopoma povzpel po vojaški lestvici. Že kot mlad je vstopil v vojaško službo in kasneje postal eden najbolj spoštovanih častnikov v državi. Ko se je njegova vplivnost povečevala, je vse bolj opažal slabosti obstoječe vlade. V tistem času je Iran še vedno vodila dinastija Kadžar, družina, ki je vladala že več kot stoletje. Čeprav je Iran ostal neodvisen, so nanj močno vplivale tuje sile. Na severu je bila prisotna Rusija. Na jugu pa je bila Velika Britanija, ki je imela velik interes v regiji zaradi trgovine in kasneje tudi zaradi nafte. V začetku 20. stoletja so v Iranu odkrili velike zaloge nafte. Zaradi tega je država postala še pomembnejša v svetovni politiki. Ko je prišla prva svetovna vojna, je Iran poskušal ostati nevtralen, toda zaradi svoje lege je postal prehod in območje delovanja različnih vojsk. Zaradi tega je v državi prišlo do velike zmede. Hkrati je Iran med letoma 1917 in 1919 prizadela huda lakota. Po mnenju zgodovinarjev je zaradi pomanjkanja hrane, bolezni in posledic vojne umrlo več milijonov ljudi. Poleg tega se je razširil še španska gripa, kar je še dodatno otežilo življenje prebivalcev. Mnogi Iranci so izgubili zaupanje v takratno vlado. Za njih dinastija Kadžar ni več sposobna zaščititi države sredi krize. Zaradi tega je februarja 1921 Reza Khan skupaj z nekaterimi svojimi vojaškimi tovariši izvedel vojaški udar. Po udaru je Reza Khan hitro postal eden najmočnejših ljudi v Iranu. Najprej je postal najvplivnejši. Tao sa Iran, si Reza Khan. To je bil resnično edinstven položaj. V nekaj letih je uporabil vojsko za zatiranje uporov in krepitev nadzora vlade po vsej državi. Ko je njegova moč rasla, je nekdanja vladajoča dinastija vse bolj slabela. Končno so decembra 1925 popolnoma odstranili dinastijo Kadžar z oblasti. Reza Khan je bil razglašen za novega šaha Irana in ustanovil je dinastijo Pahlavi. S tem se je začelo novo poglavje v zgodovini Irana. Poglavje polno modernizacije, velikih sprememb in odločitev, ki bodo kasneje pripravile pot za eno najpomembnejših revolucij v sodobni zgodovini Bližnjega vzhoda. Kljub temu pa je leta 1935 Reza Šah uvedel eno veliko spremembo. Odredil je, da se v uradnih pogovorih z drugimi državami njihova država ne sme več imenovati Perzija, temveč se mora uporabljati ime Iran. Za navadnega človeka se to morda zdi kot preprosta menjava imena, toda za Reza Šaha je to imelo globlji pomen.
Želel je svetu pokazati, da Iran ni le starodavno cesarstvo iz zgodovinskih knjig, ampak sodobna država z lastnim imenom, lastno smerjo in lastno močjo. Sredi teh sprememb je tukaj počasi odraščal Muhamad Reza Pahlavi. Že kot otrok je imel jasno določeno vlogo. On je bil prestolonaslednik. To pomeni, da bo on naslednji kralj. Zato njegovo življenje ni bilo običajno. Ni odraščal kot navaden otrok. Njegovo izobrazbo je strogo nadzoroval njegov oče. Vojaški častniki so ga poučevali, kajti za Rezo njegov sin ni smel znati le brati in govoriti. Moral je znati tudi ubogati, voditi in razmišljati kot vojak. Toda njegov oče je vedel tudi, da vojaški trening ni dovolj. Če je želel modernizirati Iran, je moral njegov sin videti, kako deluje Evropa. Zato so Mohameda Rezo že kot otroka poslali v Švico, da bi tam študiral. Tam je videl drugačen svet. Šole so bile boljše, življenje je bilo bolj moderno, okolica je bila bolj podobna zahodni kulturi. Tukaj se mu je oblikovalo prepričanje, da mora tudi Iran postati modern. Toda medtem ko se je učil v Evropi, je svet postajal vse bolj nemiren. Nemčija pod nacisti je postajala močnejša, Italija je širila svoj vpliv, Japonska pa je postajala močnejša v Aziji. In septembra 1939 je izbruhnila druga svetovna vojna. Sprva je Iran poskušal ostati nevtralen. Reza ni želel kar tako podpreti nobene velike sile, vendar pa obstaja razlog, zakaj svet ne more prezreti Irana, in to ni samo zaradi nafte. Zelo pomembna je tudi lokacija Irana. Za Britanijo in Sovjetsko zvezo je bilo ključno, da Iran ne pride pod vpliv Nemčije. Potrebovali so tudi iransko pot za pošiljanje zalog v Sovjetsko zvezo, medtem ko se je ta borila proti Nemčiji. Zato so avgusta 1941 britanske in sovjetske sile napadle Iran. Obramba države je hitro padla. In pod pritiskom zavezniških sil je bil Reza Šah prisiljen odstopiti s prestola. Nasledil ga je njegov sin Mohamed Reza Mohamed. Septembra 1941 je postal vladar Irana, toda čeprav je bil zdaj kralj, to ni pomenilo, da je lahko svobodno sprejemal odločitve. Bil je še mlad. Še ni imel močne lastne baze moči. Iran pa je bil pod vplivom držav, ki so ga med vojno okupirale. Preprosto povedano, imel je krono, a njegova oblast še ni bila popolna. Medtem ko se je druga svetovna vojna nadaljevala, je Iran postal pomemben za načrte zavezniških sil. Tukaj so namreč potekale pomembne dobave. Tukaj je leta 1943 potekala tudi Teheranska konferenca, kjer so se srečali trije veliki voditelji zavezniških sil: Roosevelt, Churchill in Stalin. Toda za Irance je bilo sporočilo jasno. Njihova lastna država je postala kraj, kjer velike sile razpravljajo o usodi sveta. In njihova lastna vloga je bila skorajda na robu dogajanja. Tukaj se je postopoma oblikoval Mohameda Reze Pahlavija. Videl je, kako velike države ravnajo z Iranom. Videl je tudi, kako šibek je kralj, če nima lastnega trdnega nadzora nad vojsko, vlado in gospodarstvom. Zato se bo v naslednjih letih ta mladi mož, ki je bil nekoč le simbol moči, trudil postati resnično močan. Toda način, kako je utrjeval svojo oblast, bo tudi razlog, zakaj bo veliko Irancev postopoma začelo izgubljati zaupanje vanj. Zdaj pa nadaljujmo. Po drugi svetovni vojni se je začela spreminjati dinamika moči v Iranu. Dolga leta je bil Mohamed Reza Pahlavi omejen v svojem delovanju. Bil je kralj le na papirju, vendar so na številne pomembne odločitve še vedno vplivale tuje sile in vplivni politiki znotraj države. Ko se je vojna v Evropi leta 1945 končala, je Mohamed Reza Pahlavi dobil priložnost, da okrepi svoj položaj. Ena največjih težav takrat je bila prisotnost sovjetskih sil v nekaterih delih severnega Irana. Po mnenju zgodovinarjev so se sovjetski vojaki umikali zelo počasi, čeprav je bila vojna že končana. Zaradi tega so se napetosti med Iranom in Sovjetsko zvezo povečale. Velika tema je postala tudi regija blizu Azerbajdžana, kjer so bile skupine, ki so si želele večje avtonomije od osrednje vlade Irana. Sredi te krize je postopoma znova pridobival vpliv. Medtem ko je moč drugih politikov slabela, je njegov nadzor nad vlado postajal vse močnejši. Ko se je bližalo konec 40 let, ni bil več zgolj preprost simbol monarhije. Postopoma je postal pravi center moči v Iranu. Skupaj s temi političnimi spremembami so se dogajale tudi spremembe v njegovem osebnem življenju. Kot kralju mu je bilo zelo pomembno, da ima naslednika prestola. Zato njegovi zakoni niso temeljili le na ljubezni. Veliko vlogo sta imeli tudi politika in prihodnost dinastije.
Njegova prva žena je bila princesa Fosija iz Egipta, članica egiptovske kraljeve družine. Za mnoge ljudi tistega časa je bil to velik uspeh za dinastijo Pahlavi, saj so vzpostavili povezavo z eno najbolj spoštovanih kraljevih družin v regiji. Imela sta eno hčerko, vendar njun zakon ni bil srečen. Kasneje sta se razšla in se dokončno ločila. Potem se je ponovno poročil, vendar tudi drugi zakon ni trajal dolgo, saj nista imela otrok. Na koncu se je poročil s Farah Faradibo v poznih 50 letih prejšnjega stoletja. Tokrat sta imela 4 otroke, vključno z 2 sinovoma, ki veljata za dediča dinastije. Medtem ko je urejal svoje osebno življenje, se je po vsej državi pojavljala večja težava in ta težava je bila nafta. Če je ena stvar spremenila zgodovino Irana v 20. stoletju, je to bil nadzor nad ogromnimi naftnimi rezervami države. Mnogi Iranci verjamejo, da imajo tuja podjetja prevelike koristi, medtem ko Iran sam ne dobi dovolj. Zaradi tega so se okrepili pozivi, da bi morala država imeti večji nadzor nad lastnimi naravnimi viri. Leta 1951 je prišlo do velike spremembe. Muhammad Mossadegh, priljubljen politik, je postal predsednik vlade. Eden njegovih najpomembnejših korakov je bila želja, da bi iransko naftno industrijo postavil pod nadzor Irana. Za mnoge Irance je to simbol svobode in narodne dostojanstvenosti, toda za Britance je to predstavljalo veliko grožnjo njihovim interesom. Spor se je hitro zaostril, ni šlo več samo za posel, postal je tudi del vse bolj zaostrene hladne vojne med Zahodom in Sovjetsko zvezo. V tistem času so se številni zahodni voditelji bali, da bi Iran lahko padel pod vpliv komunizma, če bi bila njegova vlada šibka. Leta 1953 je izbruhnila kriza, ki je popolnoma spremenila smer države. Po dokumentih, ki so bili objavljeni po mnogih letih, vključno z zapisi zahodnih obveščevalnih agencij, je bila iz tujine zagotovljena podpora za operacijo, ki je z oblasti odstranila Mossadeha. Sredi kaosa je on za nekaj časa zapustil Iran. Mnogi so mislili, da je njegovo vladanje končano, a to se ni zgodilo. Po dogodkih leta 1953 se je vrnil v Iran. In ob svoji vrnitvi je bila njegova moč večja kot prej. Imel je večji nadzor nad vojsko, večji nadzor nad vlado in bil je bolj pripravljen uresničiti svoj lasten načrt za spremembo Irana. Toda medtem ko je postajal močnejši, so se postopoma oblikovale tudi sile, ki bodo nekega dne izzvale njegovo vodstvo. Sredi 50 let prejšnjega stoletja se je zdelo, da je na vrhuncu svoje moči. Na položaju je bil Mohamed Reza Pahlavi, ki je premagal svoje glavne politične nasprotnike, podpirala ga je vojska. In zaradi pomembnosti Irana v hladni vojni je imel podporo tudi nekaterih zahodnih držav. Toda obstajala je ena težava, ki nikoli ni izginila. Kako lahko sploh upravljaš tako veliko zapleteno državo, polno različnih skupin ljudi? Iran ni sestavljen samo iz ene kulture. Obstajajo različne etnične skupine, različni jeziki, različna prepričanja in lokalna verovanja. V nekaterih regijah imajo lokalni voditelji včasih večji vpliv kot centralna vlada. Zanje je to grožnja enotnosti države. Zato je, ko je njegova moč rasla, še bolj zaostril nadzor nad družbo. Vlada je postopoma postajala strožja, več je bilo nadzora. Več omejitev za kritike, več ljudi je država nadzorovala. V poznih 50 letih prejšnjega stoletja je bila ustanovljena SAVAK, glavna obveščevalna in varnostna organizacija Irana. Njen uradni cilj je zaščititi državo pred grožnjami znotraj in zunaj Irana. Toda pa je sčasoma to postalo tudi simbol strahu za številne državljane. Po različnih zgodovinskih zapisih in raziskavah je bilo veliko kritikov vlade aretiranih, zaslišanih in v nekaterih primerih so doživeli hudo ravnanje med pridržanjem. Zaradi tega se je povečal strah javnosti pred močjo države, vendar pa je poleg tega zaostrovanja še en del zgodbe, ki ga pogosto spregledamo. Medtem ko je krepil svoj nadzor, je poskušal tudi spremeniti Iran na način, ki ga prej še niso doživeli. Leta 1963 je začel program imenovan Bela revolucija. Kljub imenu, to ni bila oborožena revolucija. To je bil obsežen načrt za spremembo gospodarstva, izobraževanja in družbe v Iranu. Cilj je bil preprost: narediti državo bolj moderno. Eden največjih korakov je bila zemljiška reforma. Veliko obsežnih zemljišč je bilo takrat pod nadzorom bogatih družin in vplivnih skupin.
V okviru novega programa je bil velik del teh zemljišč razdeljen večjemu številu kmetov. Hkrati je vlada uporabila velik dobiček od nafte za financiranje novih projektov. Zgradili so več šol, zgradili so več cest. Več skupnosti je prejelo osnovne storitve, veliko sredstev je bilo namenjenih tudi širitvi izobraževanja. Skozi leta se je povečalo število pismenih ljudi. Več mladih je lahko obiskovalo šolo. V državi se je pojavilo tudi več strokovnjakov. In ne samo to, razširjen je bil tudi dostop do zdravstvenega varstva. Vzpostavljeni so bili programi, ki so prinašali medicinske storitve na območja, kamor so zdravniki in medicinske sestre prej redko zahajali. Prišlo je tudi do sprememb glede pravic žensk. V 60 letih so ženske dobile pravico glasovati na državnih volitvah. Za mnoge Irance je bil to velik korak k modernizaciji, vendar pa niso bili vsi zadovoljni. Tukaj se je začelo oblikovati eno najglobljih razhajanj v sodobni zgodovini Irana. Medtem ko so nekateri videli belo revolucijo kot pot do napredka, so jo drugi dojemali kot oddaljevanje od tradicije in verske identitete države. Za konzervativne verske voditelje so bile spremembe, ki so jih uvajali, prehitre. Imeli so občutek, da vpliv vere v družbi postopoma izginja. In medtem ko se ta napetost poglablja, se v celotnem Iranu začenja uveljavljati en verski voditelj, oseba, ki bo postala največji izziv šahovi oblasti. Njegovo ime je Ajatola Ruhollah Homeini in v naslednjih letih bo prišlo do spopada teh dveh pogledov, modernizacije proti konzervativni verski tradiciji. Bo zavedno spremenil usodo Irana. Medtem ko je iransko gospodarstvo v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja postajalo vse močnejše, se je pojavljal en vse večji problem. Ni šlo za denar, prav tako ni šlo za nafto, šlo je za smer, v katero gre država. Veliko Irancev je bilo zadovoljnih s spremembami, ki jih je prinesla bela revolucija. Več šol, več delovnih mest, boljša infrastruktura. Več ljudi je prišlo v srednji razred družbe, toda niso se vsi strinjali s temi spremembami. Bile so skupine, ki so verjele, da se Iran prehitro oddaljuje od tradicij, ki so že dolgo del njihove družbe. In sredi tega nasprotovanja se je še posebej uveljavil en verski voditelj, Ajatola Ruhollah Homeini. Ko se je leta 1963 začela bela revolucija, je bil eden najglasnejših kritikov programa. Imel je govore na različnih krajih. Večkrat je postavljal pod vprašaj smer vlade. Zanj to ni bila le politična zadeva, to je bila tudi vprašanje vere in iranske identitete. Sčasoma ga je poslušalo vedno več ljudi, iz znanega verskega voditelja je postal nacionalna osebnost. Napetost se je še povečala, ko je leta 1963 imel močan govor, v katerem je neposredno kritiziral šaha. Za vlado to ni bila več zgolj preprosta opozicija. Videli so to kot resen izziv avtoriteti države. Nekaj dni po govoru so aretirali Homeinija. To je povzročilo velike proteste v različnih delih države. Prišlo je do spopadov med protestniki in varnostnimi silami. Veliko ljudi je bilo ranjenih in ubitih v nemirih. Čeprav je bil kasneje izpuščen, njegovih kritik ni prenehal. Nadaljeval je z govorjenjem proti sebi in vladni policiji. Zaradi tega so ga ponovno aretirali in kasneje izgnali iz Irana. Najprej so ga odpeljali v Turčijo. Nato se je preselil v Irak. Od tam je več let nadaljeval svojo kampanjo proti vladi njega. Čeprav ni bil v Iranu, so se njegova sporočila še naprej širila in ko je njegova vplivnost rasla, se je v državi dogajalo še nekaj drugega. Gospodarstvo je zelo hitro raslo. V mnogih pogledih je to bilo najhitrejše obdobje razvoja v sodobni zgodovini Irana. Velik delež k temu so prispevali prihodki od nafte, še posebej po naftni krizi v 70. letih, ko so se cene nafte na svetovnem trgu močno zvišale. Vendar je pomembno razumeti eno stvar. Ne vse države, ki imajo nafto, samodejno obogatijo. Veliko jih ima naravne vire, vendar jih ne znajo pravilno izkoristiti. V primeru Irana v tistem času je bil velik del prihodkov od nafte uporabljen za širitev različnih industrij. Niso se zanašali samo na naftni sektor. Razširila se je tudi proizvodnja izdelkov. Industrijski izdelki, petrokemikalije, cement, tekstil in kmetijski proizvodi. Zaradi tega se je povečalo število delovnih mest. Mesta so se povečala, več ljudi si je lahko privoščilo hišo, avtomobil in sodobno opremo.
V večjih mestih se je začel pojavljati nov način življenja. Več mladih je imelo možnost šolanja. Več ljudi si je lahko ogledalo filme Zahoda. Več ljudi je privlačila sodobna kultura. Toda medtem ko nekateri vidijo napredek, drugi čutijo, da država izgublja svojo nekdanjo identiteto. In tukaj se je razkol v družbi še bolj poglobil. Kot da se počasi oblikujeta dve Irana. Ena stran si želi nadaljevati modernizacijo, druga stran pa želi zaščititi tradicionalni in verski način življenja. Medtem ko se je gospodarstvo krepilo, je tudi Mohamed Reza postal vse bolj samozavesten v svojem vodenju. Vedno bolj je sebe videl kot glavni simbol novega Irana. V naslednjih letih si je Mohamed Reza pridobil še več in še bolj veličastnih naslovov. Prirejal je tudi velike slovesnosti, da bi svetu pokazal moč in zgodovino Irana. Eden najbolj znanih primerov tega je bila velika proslava leta 1971, s katero so počastili starodavno dediščino Perzijskega imperija. Dogodka se je udeležilo veliko voditeljev in gostov iz različnih držav. Za podpornike šaha je bil to simbol moči in prestiža Irana, toda za tiste. Pero para sa kanyang mga kritiko, Razlike med sloji prebivalstva so se poglabljale. Medtem ko je bil šah zaposlen s prikazovanjem nove podobe Irana svetu, se je v sami državi tiho razvijal še en boj. Boj, ki ga ni bilo mogoče rešiti z denarjem, ne z novimi stavbami in tudi ne z nafto. V 70-ih letih prejšnjega stoletja se je zdelo, da je šah na vrhuncu svoje moči. Iran je imel velike prihodke od nafte, vojska je bila močna. Bil je blizu Združenim državam, Veliki Britaniji in Franciji in v očeh mnogih držav je bil Iran eden najpomembnejših zaveznikov Zahoda na Bližnjem vzhodu. Toda pa v samem Iranu se je dogajalo nekaj drugega. Medtem ko se je vlada bogatila, je veliko navadnih ljudi čutilo, da napredek države ni pravičen. Nekateri so imeli preveč koristi, a veliko jih je bilo zapostavljenih. Leta 1973 je Iran še bolj obogatel zaradi rasti cen nafte po vsem svetu. Zaradi tega je imel še večji proračun, financiral je več projektov, kupil je tudi več orožja in vojaške opreme. Želel je, da Iran postane regionalna sila. To pomeni, da je želel, da Iran postane ena najmočnejših držav v svoji okolici. Toda ko se je denar povečeval, so se povečevale tudi težave. Obstajajo poročila in študije, ki pravijo, da se je korupcija okoli kraljeve družine, bližnjih uradnikov in bogatih zaveznikov palače še poslabšala. Za navadnega človeka je dogajanje precej jasno. Država postaja bogatejša, vendar nimajo vsi od tega enake koristi. Hkrati so se zvišale tudi cene blaga, več denarja je prišlo v gospodarstvo, vendar nadzor ni bil ustrezen. Zato se je veliko ljudi še vedno težko spopadalo z vsakodnevnimi stroški. Tako preprosto je to. V hišo je prišlo veliko denarja, vendar če ga upravlja le nekaj ljudi in uporaba ni ustrezna, to še ne pomeni, da se bo življenje vseh takoj izboljšalo. Tako so se takrat počutili številni Iranci. Država je bogata, a veliko ljudi je bilo še vedno jezni. In ko se je javno nezadovoljstvo stopnjevalo, je šah še bolj zaostril politiko. Leta 1975 je dovolil obstoj le ene legalne stranke v Iranu. To je bila stranka Rastakis. Preprosto povedano, če si želel sodelovati v uradni politiki, si moral vstopiti v to stranko. Za šaha je bil to način, kako združiti državo. Toda za številne kritike je to bil jasen znak, da ne želi imeti pravih političnih nasprotnikov. Zaradi tega so se različne skupine še bolj združile proti njemu. Niso vsi imeli enakih prepričanj, bili so verski konzervativci. Bili so študentje, bili so levičarji, bili so liberalci, bili so navadni delavci. Toda večina med njimi je imela isto pritožbo. Njegov nadzor je bil prevelik, preveč je strahu in preveč je oddaljena palača od resničnega življenja ljudi. V tujini pa se ime Ajatole Homeinija še naprej krepi. Čeprav je v izgnanstvu, njegovega sporočila še vedno prihajajo v Iran. Obstajajo pridige in posnetki, ki se prenašajo iz rok v roke. Ima podpornike, ki na skrivaj širijo njegove besede. Postopoma je postal simbol upora proti njemu. Januarja 1978 je članek v časopisu Etila sprožil še večji ogenj. Obsodil je Homeinija in njegove podpornike. Za vlado je bil to morda način, da oslabi njegov vpliv, a zgodilo se je ravno nasprotno. Še bolj je razjezilo veliko ljudi, prišlo je do protestov, nekateri so umrli v spopadih. V tradiciji šiitskega islama je pomembno spominjanje umrlih po 40 dneh, zato se je cikel ponavljal. Bili so protesti, nekateri so bili ranjeni ali umrli. Po 40 dneh je bil nov protest.
In spet je naraščala jeza. Avgusta 1978 se je zgodil eden najtemnejših dogodkov v času revolucije. Kino Rex v mestu Abadan je zgorel. 100 ljudi je umrlo. Do danes ostajajo podrobnosti o tem, kdo je bil odgovoren. Sporne. Toda v tistem času je veliko ljudi verjelo, da je bil režim vpleten. To je še dodatno počgalo jezo proti vladi. Ko so se protesti širili, je šah poskušal uvesti nekaj sprememb. Razpustil je stranko Rastakis. Poskušal je pokazati, da je pripravljen umiliti politične razmere. A bilo je prepozno. Jeza je bila že prevelika. Preveč ljudi ni več zaupalo. Gibanje proti njemu je postalo preširoko. Proti koncu leta 1978 je na ulice prišlo na milijone ljudi. To ni bil več preprost protest ene skupine. To je postal širok upor različnih delov družbe. Bili so verski voditelji, študentje, delavci, podjetniki, navadne družine. Različni so bili njihovi razlogi, a večina si je želela istega. Vladavina šaha se mora končati. Medtem ko se to dogaja, postaja šah še bolj zmeden. Poročali so, da je šija začel sumiti celo nekatere tuje diplomate, da morda pomagajo protestnikom. Ni več vedel, kdo je resnično zaveznik in kdo sovražnik. Ko so nekateri vojaški voditelji začeli govoriti z opozicijo, je postalo jasno, da temelji njegove moči slabijo. Januarja 1979 je šija zapustil Iran. Uradna razlaga je bila, da potrebuje počitek in zdravljenje. Toda za mnoge je bilo jasno, kaj se je zgodilo. Odhaja, ker njegov režim propada. Po nekaj tednih se je ajatola Homeini vrnil v Iran po dolgih letih izgnanstva. Pričakala pa ga je ogromna množica ljudi. In od tam naprej se je smer države popolnoma spremenila. Iran, o katerem so šiiti nekoč sanjali, da bo moderen, močan in blizu Zahodu, je vstopil v novo obdobje. Ni bil več monarhija. Postopoma je postal Islamska republika. In tukaj vidimo največjo lekcijo iz padca šiitov. Ni dovolj, da je država bogata. Ni dovolj, da imaš močno vojsko. Ni dovolj, da imaš podporo velikih držav. Če pa tvoji lastni državljani izgubijo zaupanje, ne glede na to, kako velika je tvoja palača, jo lahko še vedno strese jeza ljudi. Ko je šah Mohamed Reza Pahlavi januarja 1979 zapustil Iran, ni izgubil le oblasti, imel je tudi hudo bolezen. Po poročilih je že več let imel levkemijo, vrsto raka krvi in njegovo stanje se je hitro slabšalo. Namesto da bi se takoj zdravil na enem mestu, se je najprej selil iz države v državo. Obiskal je več držav, vključno z Egiptom, Marokom, Mehiko in Panamo. Kasneje so mu dovolili vstop v Združene države Amerike zaradi zdravljenja. Toda ko so ga temeljito pregledali, so ugotovili, da je njegovo stanje že zelo resno. Julija 1980 je umrl v Kairu, Egipt, star 60 let. Tam so ga tudi pokopali, saj se ni mogel več vrniti v Iran. Medtem se je smer države popolnoma spremenila. Po iranski revoluciji so se odnosi med Iranom in Združenimi državami močno poslabšali. Še bolj se je poslabšalo po krizi talcev na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu leta 1979. Od takrat sta bili obe državi sovražnici več desetletij. Sledila je tudi krvava vojna med Iranom in Irakom od leta 1980 do 1988. Po smrti ajatole Homeinija leta 1989 je ajatola Ali Hamenej postal novi vrhovni vodja Irana. Do danes se Iran še vedno sooča s protesti, sankcijami in napetostmi z drugimi državami. Zato so mnenja ljudi o njem še danes deljena. Za nekatere je bil voditelj, ki je prinesel hitro rast, modernizacijo, več šol in močnejše gospodarstvo. Za druge pa je simbol korupcije, omejevanja svobode in pretirano centralizirane moči. Morda imajo oboji prav. Kajti zgodovina Mohameda Reze Pahlavija ni preprosta zgodba o dobrem proti zlu. To je zgodba o voditelju, ki je želel svojo državo modernizirati. A vendar je v tem procesu postopoma izgubljal zaupanje velikega dela lastnega prebivalstva. In to je bil začetek ene največjih sprememb v zgodovini sodobnega Irana.